Tako kot je to že običaj, je župan obiskal najuspešnejše učence posameznih osnovnih šol. Letos smo novinarji spremljali njegov obisk v šoli, ki jo je tudi sam obiskoval, zaradi česar se je med pogovorom z učenci večkrat prikradel tudi kakšen spomin na njegove šolske dni. Seveda se zgodovina redno ponavlja in tudi letošnja generacija zase meni, da je bila najboljša, ki je do sedaj obiskovala šolo Simona Jenka, četudi se je bilo za uspeh potrebno potruditi. Spomini definitivno ne bi mogli biti lepši, teh 9 let je bilo tako res odličnih. Čeprav tako 7. 8. razred je bilo res, kar se tiče ocen, nekako najtežji, ampak ta 9. razred na koncu ni bil tako težek, kot so nam govorili, in najbolj zabaven razred in najbolj memorialen od vseh. To, da imam pa vse ocene zaključene, mislim, da sem odlična letos, je pa kar uspeh. Mislim, sem zelo zadovoljna. Nisem pričakovala, da mi bo še posebej v 8. in 9. to ratalo, ampak je šlo in se je splačalo. Nagrajevanje odličnjakov je že dolgoleten način priznanja njihovega truda, predanosti in odličnih dosežkov v šoli. To spodbuja motivacijo in samozavest učencev ter jih spodbuja k nadaljnjemu študijskemu trudu. Sigurno veliko pomeni, da dobiš za to svoje delo neko pozitivno feedback, da ti je ratalo, da si bil uspešen, tako da ja, kar pomeni. V šoli v Smledniku še vedno negujejo tudi tradicijo šolske pomoči med učenci in tako uspešnejši učenci pomagajo tistim, ki imajo z učenjem posameznih predmetov težave. Smo zelo odprt razred in si pomagamo, tako da jaz sem tudi inštrukcije dajal 1-2 učencama, tako da si pomagamo, pa tudi zapiske si posojamo in tako naprej. Imam sošolca, ko sem mu tudi jaz pomagal pri učenju, ki je imel lansko leto veliko slabše ocene, ampak je letos spravil na 3, tako da jaz sem tudi na druge ponosen. Tisto, kar se vsako leto močneje kaže kot vse večji problem, pa je digitalna zasvojenost mladih. Internet in digitalni svet jim ponujata številne možnosti za zabavo, kot so igre, družabna omrežja, videoposnetki, glasbe in filmi. Otroci se hitro navadijo na to obliko zabave in postanejo odvisni od nenehnega iskanja novih vsebin. Velikokrat starši ne postavijo jasnih meja in omejitev za uporabo digitalne tehnologije, kar pripelje do tega, da otroci preživijo preveč časa pred zasloni in se težko ločijo od njih. In to se opaža tudi pri pouku. Ker te okoliščine, v kateri pa živijo otroci, se pa spreminjajo praktično iz leta v leto. 20 let nazaj ni bilo mobijev in tako naprej, oziroma so bili redkost. In zdaj so otroci, se ste slišali, 2-3 ure na dan, 4, posvečajo tem zadevam veliko svojega časa. Seveda je to na račun nečesa. In škoda je tisto izgubiti, kar je bilo. To je na račun socialnih veščin, to je na račun gibanja in tako naprej. In tle vidim probleme. Kot sem že Mariji prej rekel, treba se bo naučiti samoregulative in sebe omejiti. Je pa to seveda tako narejeno, da se izloča dopamin, da je to neke vrste droga lahko rata, odvisnost in marsikšen ima s tem veliko težave, tudi med temi mladimi. Tega, da so preveč odvisni od digitalnih vsebin, se zavedajo tudi mladi. Da svet se spreminja, nekako na boljše, ampak kar se tiče te elektronike, pa definitivno na slabš. Mislim, da je bilo bolj kvalitetno življenje tako 20 let nazaj v primerjavi s tem. Pa tudi otroci so imeli lepše otroštvo prej, kakor imamo mi zdaj, definitivno. Učitelji se tako soočajo s povečanimi izzivi pri pridobivanju pozornosti učencev in jih težje spodbujajo k aktivnemu sodelovanju v učnem procesu. Še posebej starejši učitelji se soočajo z izzivi pri prilagajanju svojih učnih metod, da bi lahko bolje odgovarjali na potrebe digitalno zasvojenih učencev. Učitelj mora biti fleksibilen in mora biti v korak s časom in mora razumeti učenca, kaj se mu dogaja, zakaj je tak, kakršen je. In tukaj treba vlagati napor in se spoznava z njimi in tudi včasih poklepetati z njimi, da malo vidiš, kaj imajo v glavah. Ker včasih pa res ne vemo, kaj imajo. Pomembno je, da učitelji razumejo vpliv digitalne zasvojenosti za učence in si prizadevajo za prilagajanje pouka ter vzpostavljanje okolja, ki spodbujajo zdravo uporabo tehnologije in razvoj drugih pomembnih veščin, kot so komunikacija v živo, kritično mišljenje in socialna interakcija. K vsemu temu pa pripomore tudi nagrajevanje najboljših učencev, kar spodbuja druge učence, da si prizadevajo doseči enake rezultate in sledijo njihovim stopinjam. To ustvarja pozitivno vzdušje, kjer se učenci motivirajo med seboj. Vsem 9-letkarjem pa na njihovi novi poti želimo, da se bolj zavedajo svojega potenciala in se samozavestno lotijo prihodnjih izzivov. Kriterij za priznanje je bil tudi letos enak kot vsa zadnja leta.
Odličen uspeh vseh 9 let s povprečjem nad 4,6 ali zlato priznanje na tekmovanju iz znanja ali uvrstitev med 3 najboljše na državnih športnih tekmovanjih ali 6 najboljših ekip v državi. Takšnih učencev je bilo letos 30 od skupno 171 devetošolcev v 10 oddelkih naših 4 osnovnih šol. Med najuspešnejšimi devetošolci so letos prevladovala dekleta, saj jih je med prejemniki kar 24. Na vsaki šoli pa se jim je pridružil tudi kakšen fant, skupaj jih je 6 prejelo priznanja.